Dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Spet smo tukaj, vi in jaz, oziroma moja kamera in jaz. Nala je tukaj. Nala, lahko prideš pomahati. Pas. Danes sem se odločila, da bom posnela zunaj, ker je ful lepo vreme, ampak trenutno tukaj sedim, mi ratuje zelo vroče. Tako da, zelo dobra odločitev. Pa še meni se zdi, da je ful boljše, če bom končala gor. Za v bistvu prvi video, zdaj ko prihajam nazaj, sem se odločila, da bom naredila tak hiter Q&A. Drugače imam pa prej posnetih 5 videov, tako da takoj zatem bodo prišli te videi gor, ker sem jih posnela pred tem videom. Zdravje! Luka je tam na telefonu. Nekaj časa nazaj sem vas vprašala za vprašanja in sem dobila tako ful veliko vprašanj na Instagram. Če me še ne followate, by the way, me lahko followate, zaradi tega, ker sem se odločila, da bom čez poletje malo več uploadala tudi na Instagram. A ne, Nala? Bom probala odgovoriti na čim več in tako čim hitreč, kot je možno, da ne bo video dolg spet pol ure. By the way, vesel začetek počitnic. Upam, da ste vsi naredili šolo, oziroma imeli dobre ocene, oziroma karkoli. Jaz sem naredila 3-letnik, tako da naslednje leto gremo v 4-letnik, zadnje leto gimnazije Poljane. Hodila sem še reči eno stvar. Moj nov moto je živi v trenutku. Challenge za vas te počitnice je, da ne razmišljate, o moj bog, včeraj je bilo toliko freaking dobro, ali pa prejšnje leto je bilo toliko dobro, zakaj ni zdaj tako, o ne. Da imaš ta moment, ko se ti je zgodil, ne vem, leto nazaj, 10 let nazaj, včeraj, se ga spomniš pa lepem spominu in greš sam naprej, oziroma živiš v tem trenutku, da se pač bolj osredotočimo to, kar se zdaj dogaja in ne toliko na to, da skozi nekaj planiramo, skozi nekaj, ne vem, greš s prijateljicami na drink in v bistvu ti že tam planiraš, ja, kaj bo jutri, zakaj tako, bla, bla. Meni se zdi, da bi ful mogel živeti v trenutku in uživati ta trenutek, ki nam je dan. Tako da ja, moj moto živi v trenutku, pa še vedno sledi svojim sanjam. Gremo zdaj odgovarjati na vaše vprašanja. Kdaj bo kakšen meetup? Za meetup smo se nekaj menili, da bo septembra, tako da upamo, da bomo v septembra naredili 2 meetupa. Seveda prvi meetup je definitivno v Mariboru, tako da Štajerci, prihajamo, končno. To v bistvu obljubljam že ne vem časa. S tem, ko sem rekla, da prihajamo, mislim celo na mojo ekipico, kakor so bili v Ljubljani. Ali bi zamenjala Manco in Lukata? Kako me Luka gleda? Ne bi zamenjala, zaradi tega, ker sem se že navadila, da sta sitna. Navadila sem se, da sta včasih ful funny, ful v redu. Večinoma časa bolj sitna, ampak okej, to so pač brate in sestre. Tako da ja, imam zelo rada. Joj, Lukica ima sram, se mi zdi bolj kabere. A bi se raj skozi starala, pa nikoli umrla, ali bi bila raj skozi mlada, pa čez 70 let umrla? Če videla, kako je življenje, ki si star, pa če je bilo dobro, pa bi po mojem raj šlo ta prvo. Ampak zdaj, ko sem mlada, ugotavljam, da je ful fajn in bi ful del čas rada bila tako stara, kot sem zdaj. In pač 70 let se mi zdi, da je tako normalno povprečje, tako da po mojem zdaj bi rekla kar mlada pa 70 let, ker pač vsi imamo približno 70, 80, 90 let. Kakšne so tvoje sanje glede kariere? Moje sanje glede kariere so, ne vem, če zelo šteje še pod kariero, pač da naredim gimnazijo. To je najprej si mi tak 4-letnik, tako da easy. Potem, da pridem na faks IAM, za to multimedijo. Potem, da imam neko svoje podjetje, kjer snimam. Mogoče pa tudi fotkam, ker vem, da bomo imeli na tem faksu tudi poudarek, kaj na fotkanje, ne vem, Photoshop, vse to, pač to se mi zdi dosti cool. To se že zdaj probam nekaj sama učiti. Pa še vedno YouTube pač, da še vedno imam neki community tukaj gor, da imam neko komunikacijo z vami. Imaš fanta? Nimam. Koliko si stara, pa koliko sta stara Manca in Luka? Jaz sem stara 17, 18 bom oktobra, Manca je stara 13, Luka pa 12. Luka, si 12? Ok. Vedno pozavam. Če meni so tako leta od 11 do 13, ko eno in isto. Katere hrane ne bi nikoli pojedla, pa tudi, če bi bila zelo lačna? Paradižnika, tako prav tako. Pač vem, da je to tako basic, ampak kečap ja. Ne, vsi kečap sploh ni z paradižnika, tako da. Nala bo tako podrla kamero, Nala bi pa stran. Nala, piši. Tvoja najljubša pesem, Billie Eilish, Watch. Še vedno. Večina pesmi je od Billie Eilish, ker ona je meni sam tako. Pa Lovely, pa My Boy. O moj bog, kar vidim, da mravlja les pa moj kam. Osnovna ali srednja šola? Srednja šola, definitivno. Osnovna šola je bila ful dober, sam si bil tako, ful si bil omejen, ali pač zato, ker smo še majhni. Srednja šola je pa sam tako, go with the flow. Ali si vesela, da si začela v slovenščini YouTube kanal? Ja, to sem tako res ful heavy. V bistvu, ful sem vesela, tako ful. Ampak ena stvar je pa zdaj, ki me malo mod. Več ne da me mod, ampak moja angliščina se je zdaj ful slabšala. Pa se že takrat ni bila dobra, ne? Ampak tako sem saj imela občutek nekak za govor, medtem, ko zdaj, ko probam govoriti, je sam tako.
Ojoj, sploh nisem navajena na ta angleški govor. Pa se gledam tako ful serij poslega, sam nikoli ne govorim glih angleško. Poslušam, ja, ne vem, muske, ampak govorim pa ne, takrat sem pa skozi mogla delati te scenarije, kako bom govorila, pa prevajalniki, pa to. Tako da ja, takrat v slovenščini mi je ful dobro, ker pogledajte, kakšen community smo si tlele gor naredili, no. Mislim, da tudi vam bolj všeč, da imamo v slovenščini, pa še zato, ker to pač moj jezik in že tako, v Sloveniji ni toliko veliko spet youtuberjev, medtem, ko jih imaš po celem svetu, če govorijo angleško milijon, slovenščina definitivno. A si kdaj dobila popravca? Na srečo nisem in mislim, da ga tudi ne bom, ker četrtletnik pol končaš ocene, in tako mislim, da že tako že aprila. To smo kar dobro spurali tele 3 leta. Koliko otrok bi rada imela? Ne razmišljam sploh še o otrocih, enkrat nobenka. Ali boš daj nehala z YouTube kanalom? Si najboljša tribka na svetu. Ful hvala. Če bom daj nehala z YouTube kanalom? Ja, meni se zdi, da se bo to zgodilo, no. Čeprav vsakeč, ko začnem snemati, dobim šele tisto. Ojoj, jaz imam to res ful rada. Zdajle, ko je bil konec šole, sem tako mislila sem, da bom takoj začela, pa je trajala za 1-2 tedna. Ampak mislim, da tudi včasih, če veš, da imaš neki rad, ampak se ti ne da v trenutku, mislim, da se moraš čist malo presiliti, ker pa je pa ful dobro. Ker pa zdaj, ko mesto vse postavljam, sam tle nekaj govorim. A imaš simpatijo? Lala. Si verna? Sem. Imaš doma žival? Ja. Tukaj je Nala, ki me gleda ful čuden. Bom jaz to vam posnela zdajle. Evo, to ste vi tam. In pol me Nala tako tle gleda. No, zdaj se je legla. Prej pa sem, ko me gleda in pol vas pogleda, pa to gleda. Drugač imam pa še 2 mucka, pa Luka ima ribe. Luka, koliko rib imaš? 1 je 6 rib. Zdaj pa še naredila vozniški izpit. Dobro vprašanje. V bistvu imam izpit za prvo pomoč zdajle, kmalu, pa imam pa še izpit za CPP in pa grem delati vožnje. Se pravi, jaz računam, da bom naredila vse vožnje do oktobra in pol zadnjo vožnjo ali 7. oktobra, glih na moj rojstni dan, ali pa pač 8. oktobra. Zato pa imam 18 in pol pač, ker za letek ne bi mogla še sama furati in zakaj sem rada sprehajati spet po objektivu. A lahko posnamaš več videov z Lipa Afna ter s tvojo družino? Seveda, z Lipa Afna sem morala spet kaj dobiti. Povabila sem jo tlele k sem na en piknik, tako da po mojem bi lahko takrat snemala. Tako da, Leja, če gledaš, še vedno si vabljena. Moram te mal spomniti, oziroma gremo na eno kavico, ne? Pa bo kaj posneli spet. Kje je tvoja najljubša restauracija? Mehiška, Joe Penja se imenuje v centru. Kako hitro zaupaš ljudem? Zelo dobro vprašanje. Včasih se mi zdi, da preveč hitro zaupam ljudem. Sploh tistim, ki takoj spoznam in mi dajo že takoj dober vtis in jim sam preveč zaupam naenkrat. Drugače pa zelo zaupam tem pač mojim frenicam, ki vem, da so moje frenice. Vse se vidiš na YouTubu. Jaz sem tak človek, da bi že malo preveč hitro zaupal. Sploh ne pravim osebam. Kam greš na morje? Letos grem na morje, zdajle konec julija grem v Grčijo, s eno mojo frenico, pa grem pa še na Krk. Pa zihtnem to slovensko obalo, pa to bomo še večkrat, tako da jej! Ali sta z Angelo še prijateljici? To vprašanje sem pa takrat dobivala ful tega, ne vem. Ne, se boste videli v naslednjih videih. Boste videli. Kaj te najbolj veseli v življenju? Poleg YouTubea me najbolj veseli v življenju, kako si ustvarjaš te odnose, ali z družino, ali s prijatelji, ali s poslovnimi partnerji oziroma temi podjetji. Meni je to ful fascinantno, kako ne vem, nekoga spoznaš in pa moraš tako počas buildati, ne vem, friendship ali pa če že relationship ali pa karkoli. To je tako malo psihologije, čeprav meni psihologija v šoli sploh ni bila zanimiva. Ta del psihologije, če je to psihologija, mi pa tako ful zanimiva. A misliš, da te YouTube spremenil? Ja, definitivno me je spremenil, ampak na ful dober način. Jaz sem včasih nisem to govorila, nisem se toliko upala. Ful je tako, ful lažje pristopam k ljudem ali pa ne vem, javno nastopam ali pa karkoli. Jaz res ljubim ta YouTube, mislim, tudi toliko prijateljev sem spoznala prek YouTubea, da je to tako čist crazy. Tudi nekih izkušenj pa vsega. Kaj želiš spremeniti na sebi? Da se ne sekiram za vsako stvar toliko, ker se toliko sekiram za vsako stvar. Pa se to je ful dobro, če se sekiraš za stvari sploh ljudi, ampak včasih se pa tako res pretiravam, tako ful. Ampak če kaj ne gre po moje, če imam tako že en plan čez dan, da vem, kam delati tisti dan, če se kaj tako spremeniti, kot če se ena malenkost, sem jaz tako že, ne, če sem napsihirana, to bi definitivno spremenila. Mislim, se probavam spremeniti, ampak ne gre. Vedno, ko se rečem, ja, sploh ne vem, blablabla, ampak ko se pa res to zgodi, pa ne moram potem razmišljati, da bi to spremenila. Če je to logično? Ne, tam ne mi podreti kamere, ne. Milka ali Gorenjka? Milka. Ne se vem, da bi mogla reči Gorenjka, ker je naša, ampak reč mi ni nekaj dobro. Zanima me, ko sem se spoznala z Ano Resnik. Z Ano se pa poznava tako, ona je gledala moje YouTube videe, jaz sem pa njo videla na neki kanalu, začela s Saletom in pol je ona prišla na gimnazijo Poljane in mi pač to napisala, če se lahko dobiva en odmor, da je neki dan na svete ali neki. So se dobili in pol sem pač videla, koliko amazing poje, sem povabila na meet and greet. Tako je zdaj. Od kdaj si se zanimala za YouTube kanal, pa koliko pomoč rabiš za to?
Jaz sem začela pred enimi 4-5 leti se zanimati za YouTube, drugače ko za res videe, po mojem sem 2 leti nazaj začela objavljati, sploh pa slovenščini. Drugače pa pač, če si začetnik, res ne rabiš ful pripomočkov. Jaz sem si zdaj kupila dosti ful pripomočkov, še vedno jih upgradam, zato ker moram upgradati, ker se pač učim in potem rabim to stvar, pa ta program, pa ta boljši računalnik, pa bla. Ampak, ko še začenjaš, sploh še ne veš, kako je to in vse, in se mi zdi, da je boljš, če začneš, ne vem, ali z kamero od svoje družine, ali s svojim telefonom, tablico, ali pa če imaš ti kakšen fotkič. Sploh ne rabiš stojati za začetek, ampak ne vem, si daš par knjig. Tudi ziritaš lahko na Windows ima ta iMovie, ali pa MacBook, ali pa iMac ima Movie Maker. In potem narediš, ne vem, par videov in če vidiš, da ti je to všeč, če ti laufa, če ti gre, če te to bo še zanimalo, si pač just upgradeš. Ne vem, jaz imam, koliko let je minilo, kar 5 let, ko sem začela zanimati in jaz sem zamenjala par stvari že, tako da ja. A rajš pečeš ali kuhaš? Večkrat kuham, ampak če kaj pečeš je bolj zabavno. Kako bi odreagirala na to, da bi ti starši rekli, da se selite? Odvisno kam, pa odvisno kdaj. Tukaj je tako, ne vem, ful sem navajena na naravo, ker sem že od nekaj odraščala v naravi. Ampak če bi različila se, jaz sama govorim, da bi ful imela nek majhen flat v Ljubljani. Če bi se mogla preseliti v drugo državo, pa bi bilo sploh grozno, ker se bi bilo ful cool, sam pač ne, da bi dejansko živela v neki drugi državi, bi pogrešala vse del. Vse bi se ustvarila novo življenje tam, ampak še vedno. Najboljša kraljica si, ful ti hvala, Denis, love you. Kje si se spoznala z Andrejo? Andreja, od Angele sestrca, spoznala sem se, ker je od moje frendice sestra in ker sem bila pri njej, smo se spoznala. Ful je legenda, tako da. A si bila daj deležna bullyinga oziroma a te je že kdo prek socialnih omrežij nadlegoval? To pa se mi zdi, da je tako majčka bila resna tema. Jaz sem zdaj za zadnje čase, ker sem vas tudi vprašala, dobivala ful enih komentarjev oziroma ful enih sporočil, kako ste bili vi, da vas je nekdo začel nadlegovati prek interneta. Sploh kakšni starejši moški, ki so se delali, da so mlajši. To sem jaz tudi včasih dobivala, sploh tako na Facebooku, ker sem bila še ful bolj aktivna na Facebooku, pa sem tam objavljala fotke pa vse. Sem veliko dobila, živijo, ful si je lepa, a bi šla daj na kakšno pijačo in pač, ko sem jaz dobila, sem to takoj blokala. Ker vem, da ko sem bila majhna, smo si ogledali neko, mislim, da je bila neka oddaja o tem, pa pač z mami smo se, ne vem, pogovarjali, pa še nisem jaz zdaj tukaj nek strokovnjak glede tega, ampak pač, če dobite kakšno tako sporočilo, najprej pač sam blokite, ker ne vem. Zdaj, ne vem, pač omeniš staršem, da si dobil ali pa frienci neko to in si ga blokal, pač to vse kul, ampak če pa slučajno ga ne blokaš takoj in si že nekako v tem pogovoru z njim ali pa z njo, oziroma s to osebo, potem pa mislim, ja, da moraš res obvestiti starše, pa da te ne pride slučajno še tukaj hujžgaš, če se slučajno res kje dobite. Veliko daje bilo že v tem, da se je pol kaj ful slabega zgodilo. Naprimer, jaz dobim tako res ogromen sporočil od vas, ker ful cenim pa vse. In kako ne zdaj jaz tukaj vem, kaj ste vi, kaj pa kar en random človek. Ker veliko od vas mi piše, da me hoče spoznati, tako da ja, jaz probam res zelo paziti, ampak tako, še pač zdaj dobim, da bi šla na pijačo. Malo tega res ne sprejemam, da grem kar tako random z nekom na pijačo, ki ga ne poznam. Sej jaz imam te meet and greete pa vse, ker je fluško pa če me srečate kje v publiki, me prosim, bejte pozdraviti, ker mi je to res spal, ampak da bi pa kar tako šla na pijačo, ker tako res ne vem, ali je to nek moj gledalec, ali pa en čist random. Ponovadi, sploh, ne vem, punce, se mi zdi, da že v mladih letih hoče imeti nekega fanta in pa dobijo neko sporočilo in ima ta oseba neko ful lepo profilko in se začne se dopisovati in je on ful všeč, bla, pol že prav za kakšne fotke. Če je res, da ful parov je šlo skupaj sam zaradi tudi tega, da so se prek interneta spoznali, ampak še vseeno, prosim, ne biti toliko naivni, pa dejansko takoj se zaljubiti v to osebo, ko vam kaj napiše. Pač res morate to osebo vsaj videti, uživo vedeti, s kom se pogovarjate. Ne pa, da se, ne vem, 2 meseca pogovarjate in ste že v bistvu nekako skupaj prek interneta in pol uživo in te lahko ugrabijo in si že v bistvu v eni uri lahko nek v drugi državi in noben ne ve, kje si. Lahko tudi preberem kakšno vaš komentar, ko sem dobila, seveda bo vse anonimno, ker sem tako tudi povedala in se mi ne zdi prav, da bi omenjala imena, spodate, ker ne želite. Naprimer, jaz ti lahko povem izkušnjo od moje BFF, od moje najboljše prijateljice z nadlegovanjem po spletu. Na njej je en moški pisal, kako je lepa in za profilko je imela enega, se je pol izkazalo, da ni bil on. Pač on je pisal,
takrat smo bili stari 12 let in on je za profilko imel fanta podobnega njeni starosti. On je govoril, da je lepa in take komplimente je dajal in ona mu je tudi to govorila nazaj. Potem pa je naenkrat vprašal, kaj živi, če se lahko da vidite. Ona je seveda rekla ja, se je zdel zelo prijazen. Se pravi, oni ful izpostavljajo to prijaznost in pa se te prezdi, o moj bog, to pa res ne more biti. Ker je človek, ki sploh ni on, ampak lahko 50 let starejši. Potem je ne vem kako najbrž po lokaciji ali nekaj vtrl je v profil in tam objavil njene neprimerne slike. Potem jo je tudi izseljeval za nage slike. Kmalu je policija vse uredila. Če pride do tega, da dejansko je že nekaj hujšega, pač prijem ste blokali, je treba res obvestiti policijo oziroma strokovnjake. Tudi v šolo lahko poveste socialni delavki, profesorji, učitelju, prijateljem, še vedno najbolj staršem, pa policiji, ampak tako, da imate nekaj ljudi, ki jim lahko zaupate okrog sebe. Dobila sem še veliko zelo podobnih sporočil kot tudi ta, a vsane so pač ne vem, drugačne osebe, ali bratranca, ali sestrična imela to, meni se je to zgodilo. Tako da ja, se pravi, kot smo rekli, blokite takoj, mislim, ne morate kar takoj blokati, živijo, greš na pijačo in blok. Previdno, če se vam res zdi, ne vem, včasih je malo smišljeno, da vam ena oseba tako randomly piše tvoje starosti. Malo je smišljeno, kaj pa če res ni ta oseba pogonega, polkrat takoj, ko mi napiše, hej, kar blokam, odijo, lala. Ne, tam ne povedati se svojih podatkov, pa se lahko mu odpogovarjaš, ker sploh ponovadi je to ful, ko se začne šola in pa si pišete tisti, ki so na isto šolo. Zato napišete, da živijo, bi se dobila, bla, 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 bla. Sam previdno, še vedno morate vedeti, kdo so tisti ljudi, ki jim lahko zaupate glede tega, ki lahko veste, definitivno obvestite in mislim, da bo potem čisto vse v redu. Tudi meni, komod, tle sem, zato da vam pomagam. To je bilo to za današnji video. Če ste uživali v tem videu, nekaj pozabite lajkati. Prvi video po ne vem koliko časa. We are back. Poletje je, fajn se majte, jaz začnem spet v Ljubljano, ker pač, pogrešam Ljubljano, ker nisem več šel. In se vidimo kmalu z naslednjim videom. Peace. Ne pozabite živeti v trenutku, slediti svojim sanjam in biti pozitivni, ker se vidimo kmalu.